Lepo pozdravljeni. Zdajle je ravno pravi čas, da si kuhamo kakšne močne slovenske narodne jedi, ker prihaja mrzla zima oziroma hladen čas. In zato sem danes jaz pripravila eno tako domačo slovensko narodno jed, ki jo lahko pripravite si tudi za vnaprej. Uporabljamo živila, kot so kislo zelje, lahko tudi kislo repo, meso, mleto, riž in to vse skupaj nekako pripravimo v obliki narastka. Jed je samostojna jed, zimska, polnovredna in jaz grem zdajle k pripravi. Olje vlijem v segreto posodo. Dodala bom čebulo. Medtem, ko bom tule pražila čebulco, bom skuhala riž v slani vodi. Riž je opran. Riž skuham približno do polovice. Vodo še solim in seveda pokrijem. Tukaj bom pa skuhala kislo zelje. Kislo zelje imam danes industrijsko, zato sem ga že malo prej oprala. Če pa imate domače zelje, pa ga ni potrebno prati. Odvisno kakšno je, poskusite pred tem. Zelje bom kuhala samo nekje slabe 3 minute oziroma dobre 3 minute, ni potrebno več. Takole. In pokrijem. Riž že vre. Čebulca se je ovenila, zdaj pa dodam mleto meso. Danes uporabljam svinjsko meso, lahko uporabljamo mešanico, govedino, svinjino, lahko uporabimo samo govedino, odvisno po želji. Meso dodam poper. Česen sekljani. In seveda solim. Meso med praženjem mešam, da se nam ne naredijo grudice. Da imamo lepo razpršeno oziroma mleto meso, lepo porazdeljeno, enakomerno. Tako, meso pražimo oziroma dušimo kratek čas, ni potrebno to dolgo, zaradi tega, ker bomo še nadaljevali v pečici. Tole bo kmalu gotovo, lahko malce še zalijemo, ne veliko. Tako, riž bo tudi kmalu. Riž imamo kuhan do polovice in ga bom sedaj odcedila. In ta napol kuhan riž dodam k mesu.
Vse skupaj premešam. In dobim takle mešani nadev, mleto meso in riž z začimbami. Mora biti to sočno. Ne sme biti suho, če je suho, malce zalijemo. Lahko uporabimo še to vodo od kuhanja riža. Jaz se bom malenkost še, da bo jed sočna. Takole. Odcedim še kislo zelje, ki je tudi kuhano. Takole. Zdaj bom pa sestavila iz teh sestavin jed. Namastim pekač. Lahko ga namažete tudi s svinjsko mastjo. Za to jed so nekoč uporabljali svinjsko mast. Tudi vi jo lahko, jed bo bolj domačega okusa, ni pa nujno, ne. Jaz bom kar z oljem namastim pekač. In sedaj bom dala plast zelja. Zelja bom porabila približno 1/3. Poravnam. In zdaj dam približno polovico nadeva na zelje. Dodam zopet zelje. In drugo polovico nadeva. Povrhu pa še eno plast zelja. Takole. Vzamem posodo, 4 jajca, dodam kislo smetano, dodam tudi nekaj jogurta, malo solim, še malo popra. In tale preliv polijem preko narastka oziroma jedi. Malce si pomagam tako, da preliv gre v notranjost, da se lepo poveže. Takole, jed gre v pečico za približno 45 minut do 1 ure. Štajersko zelje ali zelje z mletim mesom ali bilo kako ga poimenujemo, ta jed je zdajle gotova. Krasno izgleda, upam, da bo tudi okusna.
In zdaj bomo lepo razrezali. Takole pa izgleda danes današnja jed. Lahko jo obogatimo še z žlico kisle smetane ali žlico jogurta ali mešanico jogurta in kisle smetane. In dober tek vam želim. Takole.